Lep pozdrav. Strategija za izhod iz krize predvideva zeleno in digitalno prihodnost. Toda kaj točno to pomeni? Gre pri zelenem zgolj za okoljska vprašanja ali gre za zeleni prehod tudi na področju industrije in energetike? Kako naj se razogljiči energetika? Ali se vlaganje v zelene energije izplača? V kolikšni meri zelene tehnologije podražijo končne izdelke? Ali Slovenija lahko preživi brez plastenk? Koliko denarja potrebujemo za zeleni preboj in kdaj se bodo te naložbe izplačale? Na ta in druga vprašanja v tokratni oddaji odgovarjata naša gosta. To sta dr. Robert Golob, predsednik uprave GEN-I, in dr. Iztok Seljak, direktor Hidrija Holding d.o.o. Lepo pozdravljeni v studiu. Zdaj vprašanj smo našteli kar precej, upam, da bo ta oddaja dovolj dolga. Začnimo takole, torej načrt za okrevanje, to ni program za okolje, ne, gospod Golob? Drži, zagotovo ne. Načrt za okrevanje je primarno gospodarski program, če hočete razvojni program. Je pa res, da je to samo eden od segmentov, potem, ko bomo za ta zeleni preboj potrebovali še bistveno več. In nič narobe s tem. Začne se z načrtom za okrevanje, poleg tega pa imamo na razpolago zelo velika kohezijska, pa tudi raziskovalna sredstva na evropskem nivoju, ampak tudi podjetja sama. Danes že načrtujemo zelo velika vlaganja natančno v to, v zeleni preboj, se pravi v zeleno in digitalno. Torej, zdaj ta načrt za okrevanje predvideva 1,5 milijarde nepovratnih sredstev, pa 3 ugodnih posojil. Torej, kaj točno zdaj predvideva ta načrt najprej? Jaz si bom kot predstavnik gospodarstva drznil reči, da je primarno usmerjen v javni sektor, pravi ne v gospodarstvo samo, kar je bilo mogoče ena od kritik tudi na račun tega načrta. Zagotovo bi lahko bil bolj usmerjen proti gospodarstvu, ampak po drugi strani, poudarjam, je to samo en majhen delček sredstev, ki jih bo Slovenija potrebovala za to, da izpelje zeleni preboj. Naprimer, v podjetju, ki ga jaz vodim, nismo niti razmišljali o tem, da bi skozi ta program financirali lastne investicije, ker obstajajo drugi programi, ki so za gospodarstvo v resnici bolj primerni. Tako da, če se bo ta denar porabil za digitalizacijo in ozelenitev javnega sektorja in bo pri tem uspešen, bomo tudi opravili del svoje naloge. Vedno pa obstajajo kritiki, taki in drugačni, ki bi seveda radi z enim programom rešili vse. Jaz pa pravim ne, treba pogledati celoto. Torej, da razumemo, recimo vaše podjetje iz tega načrta za okrevanje bo dobilo kaj sredstev? Ne, sploh ne računate na to? Pa tudi jih ne potrebujemo, zato da bi realizirali naše načrte, ki so v resnici izjemno ambiciozni. Pa bom dal za primerjavo. Mi načrtujemo, da bomo v 10 letih samo v GEN-I-ju investirali 1 milijardo evrov. Nič od tega iz načrta za okrevanje, ki je približno enako težek kot naš načrt podjetniški. Tako da, če želimo kot družba ali država dejansko izpeljati zeleni preboj, bomo morali sestaviti vse te delčke. Podjetniška sredstva, načrt za okrevanje, kohezijska sredstva in razvojno-raziskovalna sredstva EU-ja. Ko vse to seštejemo, bomo ugotovili, da govorimo o tem, da nas bo tako v 10 letih to mogoče stalo 50 ali celo 100 milijard. Potem vidite, kako neznatni delček je ta 1,5 milijarde. Vse je v redu, da jo imamo, ampak ni ključna. Vse ostalo je bolj pomembno, če se zavedamo dimenzije preobrata, ki ga moramo narediti, in tudi denarja, ki mimogrede, je danes na finančnih trgih, kolikor hočete. Danes so finančni trgi preplavljeni z denarjem, ki si želi biti investiran v zeleni preboj. In to včasih pozabimo, no? Doktor Seljak, torej, kaj vi menite o tem programu in načrtu za okrevanje in kako boste v vašem podjetju uporabili ta sredstva ali mogoče svoja? Pomembno se mi zdi mogoče najprej razumevanje širšega konteksta. Jaz iskreno upam in verjamem, da smo tudi s pomočjo COVID-a razumeli, da se ne bomo mogli razvijati in živeti proti naravi, kot smo do zdaj, ampak samo z naravo. V tem kontekstu je definitivno konec zdaj obdobja več kot 200-letnega kopičenja materialnega bogatstva in delovanja pod premiso predvidoma neomejenih naravnih virov, ker smo ta zemljin potencial tega planeta že zdavnaj preobremenili.
da je klimatske spremembe kot take pa enormno kopičenje mikroplastike v naravi sta dva taka eklatantna primera, ki grozita praktično z našim uničenjem. Velikokrat govorimo, da bomo uničili planet, se ne bomo planet uničili, planet nas bo stresel dal, pa se bo čez par milijonov let revitaliziral, ampak naše civilizacije pa ne bo več. Skrajni čas je, da odreagiramo vsi skupaj odgovorno in znotraj tega ima slovenska industrija, energetska, v našem primeru tudi avtomobilska industrija, ki je seveda neposredno vezana na te vsebine, izjemno znanje, izjemne kompetence in izjemne priložnosti za to, da potegne na teh razvojnih programih in da na ta način se izjemno razvijamo, ustvarjamo visokotehnološka delovna mesta. No, o tem konkretnem bomo rekli takoj, nekaj razložili, vendar tule pred mano je deklaracija za zeleno prihodnost Republike Slovenije. Torej, zakaj gre? Vi boste prihodnji teden, 26. junija v Šentjerneju, v občini Šentjernej in Šmarješke Toplice podpisali, imeli srečanje. Zakaj gre? V resnici smo si zamislili praznovanje ob okrogli obletnici Dneva državnosti malo drugače. Namesto, da bi samo slavili preteklost, ki si to zasluži in smo na njo ponosni, se želimo v resnici istočasno zazreti tudi v prihodnost. In v tem primeru v zeleno prihodnost. Se pravi, povežemo praznovanje Dneva državnosti z zeleno prihodnostjo. Zakaj je to tako pomembno? Zaradi tega, ker mislim, da je ravno zeleni preboj in zelena transformacija države tista naslednja velika tema, ki nam je mogoče zadnjih par let manjkala kot naciji, okoli katere se lahko povežemo. Ni ideološka. Zelena transformacija ne more in ne sme biti ideološka tema, ker ni. Ker se tiče vseh nas in predvsem se tiče naših otrok. In mi ne moremo si privoščiti, da se bomo zaradi ideologije kot nacija kregali na točki zelene potrebnosti in nujnosti zelene preobrazbe. Mislite, da se zdaj prepiramo, da recimo neka politična stranka to bolj... V Sloveniji smo specialisti, da se skregamo v vsaki stvari, ampak ravno zaradi tega si želimo tako deklaracijo, podpisu katere smo povabili ne samo politike, tudi gospodarstvenike, tudi lokalne skupnosti in podjetnike. Pravi, želimo povedati vsa družbena tkiva oziroma skupine, da enotno pristopimo k temu, da prepoznamo nujnost, da so spremembe danes nujne in takoj in da k temu stopimo skupno. In tako, kot je kolega Seljak rekel, gospodarstvo ima pri tem izjemno veliko odgovornost. Ima tudi politika, ampak tudi gospodarstvo. Samo skupaj lahko naredimo res preboj. To, za kar gre, je razogljičenje Republike Slovenije. Zdaj do leta 2050. Kako si zdaj to predstavljate? Kaj pomeni razogljičenje? V resnici je 200 let celoten globalni gospodarski razvoj temelji na fosilnih virih. Najprej s premogom, kasneje z nafto. Jaz verjamem, da se je fosilna doba sedaj izteka, ker je nujno, da kot človeštvo prenehamo z izkoriščanjem fosilnih virov. Zaradi sprememb v ozračju. Te spremembe so sicer počasne, ampak je zdaj najprej v stroki svetovni, kasneje tudi v politični srednji zahodnega sveta prišlo do spoznanja. Svet in razviti svet mora pri tem voditi, moramo do leta 2050 razogljičiti, mora postati ogljično nevtralen, če želimo zmanjšati pritisk na ozračje in preprečiti, da se ozračje segreje čez 1,5 stopinje. Razviti svet ima posebno vlogo. Zakaj? Ker smo bili mi tisti, ki smo zgenerirali v resnici te glavne fosilne vire, s katerimi smo ozračje spravili temperaturno na višji nivo. Zato se bo moral razviti svet različiti pred ostalim svetom. In energetika kot taka je pa tista, ki mora zagotoviti brezogljične vire. Torej, če si želimo, da bo cel svet in vsi sektori razogljičeni do 2050, ni druge poti. Ja, no, lejte, za Slovenijo... Kot da se do 2040 razogljiči energetika. Ne samo v Sloveniji, v celem razvitem svetu. V razvitem. Ja, zdaj za Slovenijo to pomeni seveda te 6 ali pa že obstoječi, pa novi in tako naprej. To bo najmanjši problem. To se zapira, premogovniki se zapirajo. Do katerega leta? Več je teh letnic. 38, 33, v Velenju želijo 42. Kaj menite vi? Glejte, popolnoma legitimno in normalno je, da si neka skupnost mestna, kot je Velenje, želi čim dlje vztrajati v sedanjosti. Ali pa v preteklosti, če hočete. Vendar,
Civilizacijski razvoj tega ne bo dopustil. Tudi letnica 2033, ki je danes uradna letnica, v kateri vlada in Evropa, sej se ni vlada zmislena, prihaja iz Evrope, govori, bo na koncu najverjetneje skrajšana. Pravilno je, da se pripravimo na to, da z letom 2033 na tem območju opustimo premog. Pa bom namenoma rekel, to bo za energetiko in razogljičenje Slovenije najmanjši, ne največji, najmanjši problem. Zakaj? Ker bo šlo za enkratno dejanje na enem mestu, ki se ga da celo centralizirano z njim upravljati. Bistveno težje bo doseči razogljičenje prometa. Bistveno težje kot energetike. Ampak energetika mora biti prva. Dobro, gospod Seljak, recimo, če ostanemo še pri energetiki, bomo šli takoj na promet. Nuklearka, ste vi pristaš, da se poveča, drugi blok zgradi? Kaj menite o nuklearki? V osnovi se moramo zavedati predvsem tega, da zgorevanje fosilnih goriv povzroča izpuste CO2. Izpusti CO2 povzročajo ozonsko luknjo, zmanjšujejo zaščit tega planeta in nas peljejo v okoljsko katastrofo s klimatskimi spremembami in ekstremnimi vremenskimi pojavi, ki nas lahko dejansko uničijo kot civilizacija. V tem smislu je na kratki rok zagotovo dobrodošla katerikoli varna druga alternativa, ki omogoča ta hitrejši prehod. Ob tem je pa dejstvo, seveda, da promet za uporabo benzina, dizla je povzročitelj okrog 25% teh emisij in da je kopenski promet kriv za 15% okvirno vseh teh emisij, se pravi 1/6 praktično prihaja iz prometa. In tukaj je seveda treba v to radikalno poseči, v smislu radikalno z radikalnimi novimi inovativnimi proboji in rešitvami, ki bodo rezultat dale čim prej. Ne čez 3-5 let, čez 10 let, ampak dejansko jutri. No, če še beseda o energetiki. Torej, nuklearka, vi se najbolj zavzemate za njo. Zakaj nuklearka? Se vendarle ni tako vzdržna, oziroma te nuklearni odpadki so malce problematični, se vam ne zdi? Mi to prenašamo tako kot recimo CO2 ali pa izpuste in vse to, kar naredimo okolju, prenašamo tudi z nuklearko. Na bodoče generacije te odpadke, kar se tiče Slovenije, Hrvaške, še danes to ni povsem rešeno. Drži, imate prav, da se odpadki prenašajo na bodoče generacije, obstaja pa pomembna distinkcija. Naše CO2 emisije se v ozračju akumulirajo. Ko bojo presegle določeno točko, postane proces za naslednjih milijon let nepovraten. Nepovraten. Vseeno je, ali bomo odkrili nek nov vir čez 50 let, če ne bomo opravili naše naloge danes, smo naše otroke in vnuke obsodili na bivanje na planetu, ki jim ne bo prijazno. Radioaktivni odpadki so problem za bodoče generacije, ampak imajo eno pomembno prednost napram segrevanju. Prvič, da so sorazmerno majhni po volumnu. Se ne tičejo celega sveta, ampak jih lahko zapremo na varno mesto. In volumen ni neobvladljiv, je majhen. In ja, če bomo za radioaktivne odpadke čez 200 let, ker bomo zagotovo našli tehnološko rešitev, nismo vmes uničili planeta. Ga nismo. Če smo naredili varno rešitev za shranjevanje. Spravi, problem odpadkov lahko dejansko odložimo v prihodnost. Problema globalnega segrevanja v prihodnost odložiti ne moremo. Jaz si bi želel, da bi ga lahko, ampak ga ne moremo. To je tako pomembna distinkcija, ki se je največkrat ljudje ne želijo zavedati. Zato so vse tehnologije, poudarjam vse, ni tekmovanja med brezogljičnimi tehnologijami. Če jo imamo, dajmo jo uporabiti, ker vsaka tona CO2, ki danes, ko govorimo, jo spustimo, bo ostala gor in bo zaznamovala naše otroke. Vsaka tona. Je vseeno, s katero tehnologijo jo danes odvzamemo iz ozračja. Irelevantno. Samo odvzemimo jo. Torej, vi predlagate, že sami ste napovedali, tule tudi lahko beremo, GEN-I napoveduje 20.000 sončnih elektrarn do leta 30. To, ki bomo mi zgradili. Ja, imamo tudi slike. Zdaj, vi ste že po Sloveniji že kar precej zgradili. Malce nam povejte, kakšen projekt je zdaj ta sončna elektrarna. A je to nekaj dragega, zapletenega, je potrebno... Prej je bil nek minister, mislim, da 15 let nazaj, ali pa 10, Roko Žarnič, ki celo uvedel
posebno dovoljenje, če se to daje na streho, da ni to kar tako enostavno, kar se gradbeništva tiče zdaj. Malce nam povejte, kako enostavno ali pa Stvari so se zapleteno je to. spremenile, Ja. tako v svetu kot v Sloveniji. Sončne elektrarne so danes postale zelo dobra alternativa kateremu koli drugemu viru. Dobra alternativa tako za dom, za lastno hišo, kot dobra alternativa za industrijo ali celo za velike elektrarne, ki napajajo sistem. Pravi, vse možnosti so danes odprte, pa se bo namenoma, ko bo moče gledalce bolj zanimalo, zadržal na hišah. To ni nobena komplicirana investicija, ravno obratno. Vsi, mi smo zgradili do zdaj približno 2500 takih elektrarn v Sloveniji, vsi, ki so jih kupili, so bili presenečeni nad tem, kako enostavno, kako hitro in kako se jim splača. In v resnici je odločitev na ljudeh, da sprejmejo, ok, je noviteta, nekaj bom imel na strehi, kar danes nimam, nekaj tehnološkega, ampak ker sem izbral nekoga, ki mu zaupam, da to naredi zame, me tega ni strah. In kaj smo mi naredili kot firma? Naredili smo cel paket. Ne samo, da naredimo na ključ, pa da v enem dnevu, brez da potacamo rože, v enem dnevu postavimo elektrarno, jo pol tu vzdržujemo naslednjih 30 let. In najlepše, financiramo jo. Za 7 let imate brezobrestno financiranje, kar pomeni, izplačate si jo skozi delovanje in vaš strošek ni nič večji. Čista zamenjava. Imate drugi vir, ki ga za isti denar, s katerim za isti denar zamenjate to, da danes jemljete energijo iz Šoštanja. Torej, zdaj to tako imenovano netiranje, ne, recimo jaz proizvedem energijo, če sama ne porabim moja hiša, jo dam v sistem, ne. In jo lahko dobite nazaj, ko jo rabite. Nazaj ali pa recimo plačam samo razliko ali mi država plača. Kako bo to v prihodnje? To ne bo več dolgo tako. Točno taka shema, kot je danes, velja do leta 2023. Vsi tisti, ki zgradijo elektrarno do leta 2023, ostanejo v tej shemi do izteka življenjske dobe elektrarne. Se pravi, za njih se ne spremeni nič. Po domače stampedo imamo zaradi tega, ker ljudje vejo, da se zdaj splača v shemo vstopiti, ker bojo imeli 30 let zelo dobre pogoje za to svojo elektrarno. Res imamo stampedo. Kdor bo po letu 2023 si želel tako elektrarno zgraditi, bo pač obstajala takrat neka nova shema, ki sicer nihče ne pravi, da bo slabša, ampak je še ne poznamo. Ker mora vlada, zdaj ko bo zakon sprejet, pripraviti uredbo, v kateri bo definirala, kako bo izgledala shema za tiste, ki bodo elektrarno zgradili po letu 2023. Doktor Seljak, recimo tudi pri električnih vozilih, zdaj če se malce osredotočimo na to vašo prednost, vi proizvajate, se ukvarjate s tem, tudi tam je velik problem shranjevanja teh baterij. Kako je to rešeno tehnološko? Naša hidrina vizija je čista, brezoglična, zelena mobilnost prihodnosti, čim prejšnje prihodnosti. To dosegamo z našimi prebojnimi inovativnimi rešitvami v dveh sferih. Ena, najprej še pred električno mobilnostjo, je radikalno znižanje emisij iz bencinskih in dizelskih motorjev, kjer smo naredili izjemen preskok v industriji z tako imenovano svečko senzoriko tlaka. To svečko lahko pokažemo, jo imamo na fotografiji. S 15 globalnimi patenti nagrajena, ki namreč naši odlični inženirji so uspeli v njo vgraditi piezoelektrični senzor tlaka. Ja, to je tako kot nek kuli, ne? Recimo zdaj, ona je v dizelskem motorju. Drugač pa neprimerno bolj visoko tehnološka. Namreč, in ona meri kaj zdaj? S piezoelektričnim senzorjem vgrajenim merimo 110 000 na sekundo tlak v valju motorja in po določenem algoritmu preko mikroelektronskih možganov jezika, ki so vgrajeni v to svečko, potem kalibriramo in optimiramo vbrizg v motor in na ta način dosegamo do 30% nižjo porabo. Dizla. Posledično dizelskega novega sodobnega zelenega motorja in posledično 30% manjše izpuste CO2, NOx dušikovih oksidov in partikel trdih delcev. Ampak to pomeni, dizelski motorji se ne umikajo, so samo izboljšani. Dizelski motorji se intenzivno čistijo, če uporabimo ta izraz. Zelo podobno velja tudi za bencinske motorje, kar daje praktično en del podlage za
hibridizacijo kot tranzicijsko tehnologijo, pomeni kombinacijo stare tehnologije čistih zelenih motorjev z notranjim izgorevanjem za doseganje dolgega dometa, ampak že podprti tudi z elektromotorjem in z ustreznimi baterijami. To je recimo z elektriko, Toyota z dometom, hibrid, recimo naprimer, 150 km, samo električnim v samo taki kombinaciji. električni. a ne. Na drugi strani pa na področju elektrifikacije je do zdaj naš najpomembnejši preboj. Potem, ko delamo letos za met občut že 1 milijon teh sistemov dizelskih, se pravi milijon motorjev bomo letos opremili s tem sistemom. Na področju elektrifikacije smo največji preskok naredili za tehnologijo Hydria Bond. Dr. Špela Bolka in ekipa je praktično razvila posebno lepilo in proces za lepljenje statorskih in rotorskih namel. To je pa zdaj slika tega rotorja in statorja v motorju, sta zlepljena na poseben način, se pravi ne mehansko, s sponkami povezana, kot je to klasična rešitev že 100 let v industriji, ki moti elektromagnetni fluks v motor in ga dela manj učinkovitega. Na ta način, s to našo tehnologijo, delamo motor najprej bistveno bolj učinkovit, izkoristek je bistveno višji, kar pomeni, da ob enaki količini razpoložljive električne energije v avtomobilu je domet bistveno daljši. S to našo tehnologijo istočasno je pa proces bistveno cenejši, kar pomeni, da to elektrifikacijo delamo tudi masovno dostopnejšo na ta način. To je za električna vozila. Za električna vozila in hibridna električna vozila. Kje je Hydria v svetu? Ste v špici? Vi ste to patentirali tudi? Tudi ta rešitev je patentirana, predvsem pa, kar je pomembno, smo pridobili že za 400 milijonov evrov pogodb na tem segmentu z to rešitvijo, kar pomeni, da začenjamo z to proizvodnjo leta 2022 in bomo od leta 2023 do 2030 za priključne hibride BMW in Mercedesa dobavili po 1,5 milijona kosov letno. Kako dolga so ta obdobja, pravzaprav mogoče lahko pa nazorim še s tem, da smo mi na svečki senzorika tlaka začeli delati intenzivno leta 2008-2009, investirali do leta 2015 35 milijonov evrov v to rešitev, uspeli dobiti kupca, celotno skupino Volkswagen najprej in potem industrializirali ta proizvod leta 2018. Torej, zdaj res to tržno vprašanje, kdaj se to izplača, gospod Golob? Se izplača to neki družbi, neki gospodarski družbi, ali je to bolj ta ideja, saj veste? A veste, da je v bistvu dvor drugače.